Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, prav lepo vas vse pozdravljam in lepo, da ste se oglasili v tej petkovi popoldanski uri tukaj na knjižnem sejmu. In na tem pogovoru, v bistvu ne katerikoli založbe, se pravi, predstavljamo neko, recimo, precej obrobno založniško dejavnost. Zdaj, dovolite, da predstavim seveda v prvi vrsti gostje, ki so danes tukaj ob meni. Nika Grabar z Fakultete za arhitekturo, Lenka Kavčič Odprte hiše Slovenije in Maja Vardjan z Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, sam pa sem Peter Karba. Zdaj, doletelo nas je, da so Fakulteta za arhitekturo, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Afront Zavod za prostorsko inovativnost izdali knjigo Odprto dialogi v sodobni arhitekturi. Zdaj, nekako bomo se morda v naslednjem koraku dotaknili vsebine same knjige, ampak iz katere potrebe je zdaj, bi temu rekel, ali pa katera odločitev je botrovala temu, da se pripravi oziroma izda to knjigo. Pa bi morda Nika začel s tabo. Dober večer, še z moje strani. Pravzaprav knjiga je rezultat, jaz bi rekla, v prvi vrsti sodelovanja med tem, kako pogledati nazaj kar je v bistvu bila potreba nekih dveh svetov. Nekega raziskovalnega sveta in nekega realnega sveta. Lenka deluje v tem realnem svetu, ki poskuša odpirati arhitekturo širši javnosti, se pravi OHS. In pravzaprav je bila potreba dosti konkretno izražena, ko so sedeli z Lenko na kavi. In je rekla Lenka, mi pa delamo ta OHS že 10 let. A bi lahko nekaj ob tej priložnosti naredili. Kot raziskovalka se ukvarjam z vprašanjem arhitekture, arhitekturne dediščine, tega, kaj sploh mislimo, da arhitektura je, na kak način do nje dostopamo, zakaj je to vprašanje sploh pomembno. In pravzaprav sem se takrat prvič vprašala, OHS oziroma odprte hiše, to je pa nek nov fenomen oziroma sploh kako misliti o tem. Pravi, kako sploh misliti ta fenomen odprtih hiš. Drugo pa konstantna pravzaprav dilema o tem, kako danes sploh pišemo, kje sploh lahko objavljamo naše raziskovalne članke, knjige o arhitekturi, dnevne časopise in tako naprej. Skratka, neka nasičenost prostora, hkrati ukvarjanje s tem fenomenom je bila priložnost. Hkrati pa moram tudi povedati, da je dosti jasno izražena neka želja trenutno na Fakulteti za arhitekturo, da bi dejansko prav zaradi vseh dilem sodobnega sveta poskušali odpreti tudi nek prostor za misliti arhitekturo danes. Tako da s tem namenom smo pričeli s tem projektom, naprimer založniške dejavnosti, jo malo bolj aktualizirati, odpreti, iskati sodelovanje tudi z ostalimi, ki se s podobnimi problemi ukvarjajo. Če razumem prav, gre za prvo izdajo v zbirki Dialogi, se pravi, imate namen razviti neko zbirko Dialogi, ki bi v bistvu ravno v smislu nekakšnega dialoga med, recimo v tem primeru, med neko realno sfero, ki jo skuša potem recimo nek svet raziskav ali pa akademije potem nekako misliti. Je to zastavljeno na tak način, da bi mogoče neke stvari, ki že so, pa potem recimo jih obravnavamo recimo na fakulteti in na tak način razmišljamo o sodobnosti iz nekega branja samega fenomena, ki je že prisoten. Ja, Dialogi je ena izmed zbirk, ki smo jih v bistvu začeli razvijati z založniško dejavnostjo. Druga je na primer Premisleki. In zbirka Dialogi je bolj, ne bi rada rekla lahkotne narave, ampak rekla bi ni toliko znanstveno pisanje. Zaradi tega, ker arhitektura je tudi
takšna zadeva, da se nas dotakne vsak dan. Se pravi, ko se sprehajamo, jo vidimo jo v časopisju, vidimo jo na televiziji in tako naprej. Po drugi strani je pa neka zelo konkretna stvar, ki ima upraviti svojo tehniko s hidroizolacijo in seveda mora biti tudi, ima svojo simbolno umeščenost v našo družbo, se pravi, ima simbolen pomen. Tako da v bistvu arhitektura več plasti prepleta in tudi naše dostopanje je tako estetsko, je fenomenalno. Skratka, z tega vidika se nam je zdelo zanimivo tudi publikacije začeti misliti na način, da ni to samo znanstveno premišljevanje nekih fenomenov, ampak dejansko tudi sestavljati različne stvari skupaj, da komunicirajo tudi z različnimi publikami. Razumem, to, ko si omenila večplastno, zdaj, če še smem za trenutek ostati pri tebi. Zdaj, zanimivo mi je, ko pogledam to knjigo, da v bistvu ni orientacija po tej knjigi tako enostavna, kajti sestavljenost te knjige se mi zdi na nek način razmeroma kompleksna, pa če bi mogoče nekako povedala, iz česa pa je pravzaprav knjiga vse sestavljena. Zdaj nekako na suho, lahko rečemo, gre nekako za 4 eseje, ki so vključeni v to, kaj pa še je potem vsebina te knjige? Recimo, če sam se zdaj osredotočim na to eno stvar, stvari, s katerimi smo navajeni se soočati, kadar smo med arhitekti, je nekako tako, da govorimo ene in iste stvari in smo zelo zaprti v enem diskurzu, doskrat nas pa tudi ne razumejo, ko kam pridemo pa rečejo, ja, vi imate to en čist svoj jezik. In prav zaradi tega se nam je zdelo zanimivo, kaj pa če bi naredili publikacijo, ker to je ta publikacija je drugačna, glede zaradi tega, ker je nastala v sodelovanju z OHS. In pravzaprav nam je bilo ta kontradikcija med tem, kaj se vsak dan govori o arhitekturi, pa kaj stroka govori o arhitekturi, nekaj, kar bi jo želeli zajeti v samo publikacijo. In z tega naslova smo naredili tudi delavnico. In študentje so sodelovali na delavnici, kjer so pravzaprav na 10. festivalu OHS tudi obiskovalce povprašali. Skratka, imamo dva tipa besedil. Kaj ljudje pravijo o neki hiši, kaj strokovno pravimo o tej hiši skozi 4 eseje. Potem so notor fotografije, ki smo jih precej vajeni, se pravi, večino fotografij za to publikacijo je prispeval Miran Kambič. To gre nekako za fotografije nekakšnega fotografskega arhitekturnega kanona, bi rekli temu, tako po drugi strani pa... Potem so pa fotografije, ki so nastale na OHS-ju. Potem imamo v bistvu pa tudi drugačno interpretacijo. Naprimer, nastale so tudi grafike v sodelovanju z mentorji izven fakultete za arhitekturo in na fakulteti za arhitekturo. Skratka, hočem reči, da je pravzaprav knjiga je nek kolaž stvari, s katerimi se v svetu arhitekture srečujemo in pravzaprav je bil namen to dati skupaj na nek konsistenten način, da bi pravzaprav šele skozi to dobili nek nov pogled, kaj je to, s čimer se v sodobnem arhitekturnem svetu ukvarjamo danes. Velja. Ampak zdaj verjetno je tako za začetek zelo pomembno, po mojem, predvsem povedati, kaj pa pravzaprav so odprte hiše Slovenije. Če bi morda kakšno besedo tako v smislu kako bi predstavili to javnosti. Zdaj, nekako se mi zdi, da mi arhitekti vemo in poznamo odprte hiše Slovenije, kako pa bi recimo predstavili to javnosti. Ja, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo enostavno vprašanje, pa v bistvu odgovor nanj ni zelo enostaven. Odprte hiše so festival arhitekture, ki ljudi povabi v stavbe, ki jih večinoma gledamo od odzunaj, malokrat obiščemo od znotraj in ob obisku spoznamo arhitekte in lastnike teh stavb ali pa upravljalce. Z njimi stopimo v stik, se lahko pogovorimo in kar je najpomembnejše, doživimo osebno izkušnjo v določenem prostoru. To pomeni, da podobe, informacije, ki smo jih dobili prej, preizkusimo in preverimo na licu mesta.
In to ne skozi prizmo nekoga drugega, ampak skozi lastna občutenja, skozi lastno videnje prostora, dojemanje prostora in tudi skozi lastne kriterije, ki jih imamo, ki jih nosimo v sebi. Seveda si mi želimo, da je to neke vrste kulturna izkušnja, ker razumevanje arhitekture nasplošno spada pod neko kulturni segment družbe. Arhitektura je kultura bivanja, kultura življenja, kultura upravljanja s prostorom. In ta koncept je tako zelo idealno in zelo inovativno zamislila gospa Victoria Thornton, ki ni arhitektka. Prav izpod te potrebe, to se pravi v Londonu leta 1992, prav iz te potrebe, ker je razumela in videla to nerazumevanje uporabnikov arhitekture in tistih, ki arhitekturo načrtujejo. In je s tem, ko je prvič odprla stavbe v Londonu, z zelo zanimivim poudarkom, se razširila po celem svetu. In zdaj odprte hiše Slovenije so edine, ki odpirajo vrata stavb po celotni državi. Vse ostale odprte hiše po svetu so namenjene mestom. Ta naša edinstvenost seveda je povezana z našo velikostjo, predvsem pa z razmislekom o tem, kako nasplošno v Sloveniji ravnamo s prostorom. Tako da bi bilo nesmiselno se omejiti na eno mesto. Razumem. In smo se zato odločili, da odpiramo hiše po celotni državi. Zdaj, nekako, če še skušamo nekako približati predstavo obiskovalkam in obiskovalcem, kako konkretno potem ta dogodek poteka. Zdaj, kakor sem videl iz fotografij, nekako veliko število ljudi se nabere v neki hiši, to pomeni, da se ljudje zberejo, skupaj obiščajo to hišo, če bi mogoče kakšno besedo, dve o tem, kakšen je pravzaprav sam potek, dogodek, kako poteka en ogled take hiše. Obisk same hiše je v bistvu najlepši dogodek celotnega festivala. Povezan je s tem, da je potrebno zelo veliko organizacije, pogovorov, razlag. Ko pa pridemo do tega, da se lastnik stavbe, arhitekt, upravljalec odločijo in seznanijo s tem, da bodo odprli svoja vrata, se ljudje zberejo pred stavbo, pri stavbi jih počakata arhitekt in lastnik in pa seveda eden od organizatorjev odprtih hiš Slovenije in jim v parih besedah predstavita potek, kako je ta hiša nastala. In že v tem trenutku poteka dialog med lastnikom, ki je imel neke predstave o tem, kaj si želi zgraditi, prenoviti, nadgraditi, dozidati, izboljšati, in o tem, kaj je arhitekt v njegovih željah videl, zaznal, spoznal, kako je to prenesel v samo prostorsko rešitev in v nadaljevanju, ali je tako izpolnil pričakovanja naročnika, lastnika stavbe ali ne. Zelo zanimive debate, zelo zanimivo je tudi interakcija z obiskovalci. Predvsem moram povedati to, da to zanimanje za arhitekturo je v Sloveniji zelo namenjeno tudi zasebnim objektom. Kar je naša velika želja je, da bi lahko javnosti pokazali tudi pomen javnih objektov, ker javni objekti so tisti, ki nosijo in sporočajo najširši javnosti o vseh vrednotah, ki jih kot družba zagovarjamo in ki jih kažemo, kako skrbimo za svoj prostor. V pomanjkanju odličnih javnih stavb v Sloveniji, neizgradnje, se prenesel fokus večinoma na neke zasebne stavbe, tudi delovne prostore, pisarniške prostore, kar v bistvu širi tudi zanimanje. Ker, ne bom predolga, nas bi najbolj zanimalo,
imeti kakovostne javne stavbe, sodobne javne stavbe, ki kažejo na to, kam arhitektura danes kot stroka, na kakšen način nagovarja razvoj in pa to sodobnost, ki je tako izmuzljiva. Ker bi s tem lahko pokazali s tem bi lahko lažje posredovali glavno nalogo arhitekture. S tem, ko kažemo posamezne zasebne objekte, ki so vrhunski v svoji arhitekturni zasnovi in ki kažejo na neke temeljne razmisleke o prostoru, pa je v bistvu tako, nekako smo na meji, ne? Nekateri grejo pogledati, kako kdo živi, pa kakšne zavese ima, a ne? Razumem. Ampak, če lahko začnemo ta pogovor o prostoru na tak način, se mi zdi, da je pomembno, da ga začnemo in da se lahko kasneje razvije v bolj zahtevnejše teme. Razumem. Na nek način je potrebno sprejeti ta začetek, ki vključuje tudi vprašanje, kakšne zavese pa ima gospod v tej hiši. Hvala lepa. Gospa Vardjan, zdaj nekako je gospa Kavčič opredelila, predstavila te odprte hiše Slovenije. V bistvu nekako lahko to razberemo kot neko vrsto prakse kuriranja oziroma predstavljanja arhitekture. Zdaj, kam se to vrstno kuriranje ali predstavljanje arhitekture recimo uvršča v nekem sistemu nekih sodobnih kuratorskih praks, pa recimo čem vse se vi, recimo s katerimi vprašanji se sami ukvarjate, ko želite neko arhitekturo na nek čim boljši način predstaviti, seveda pa so tukaj, pa bom potem za naslednje vprašanje nekako potem še pustil to, kaj so zdaj te neke nove možnosti, ki nam jih ves ta virtualiziran ali virtualni svet predstavlja. Pa bi morda nekako začela mogoče samo z to umestitvijo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za vprašanje. Čeprav je Alenka, da so odprte hiše, festival je strem, da so odprte hiše razstava arhitekture. Zakaj? Jaz sem poskušala točno tako, kot je vprašanje bilo zastavljeno, to umestiti v neko širše polje razstavljanja arhitekture danes. Če govorimo o neki konvencionalni arhitekturni razstavi, ki je na nekem drugem prostoru, kot je arhitektura sama, vedno naletimo na paradoks. Ker v bistvu razstavljamo nekaj, kar je tako veliko in kompleksno kot arhitektura ali mesto v prostoru, ki v bistvu nima neke neposredne povezave z dejansko situacijo. In na razstavi je vedno prisotna odsotnost objekta, kar pomeni seveda, da mi govorimo o neki izkušnji arhitekture, ki ni tam in jo prikazujemo skozi različne druge medije. Kar pa seveda jaz sploh ne vidim kot problem, ampak je v bistvu lahko razstava samo nek drug medij, ki omogoča razumevanje arhitekture in za razumevanje arhitekture ni potrebna samo izkušnja v živo, da ne bomo šli predaleč. In če pogledamo zdaj svet arhitekturnih razstav, bi rekla, da se na dva tabora delijo in med tema dvema taborama ni nekih jasno določenih mej. Prve so razstave, ki uporabljajo primarni material, ki nam omogoča razumevanje procesa nastanka arhitekture in pa potem, če je ta arhitektura zgrajena, tudi samo arhitектuro, seveda skozi medij fotografije. Na tovrstnih razstavah so uporabljeni načrti, skice, makete v različnih merilih, včasih tudi film. In gre v bistvu večinoma v tem primeru, zdaj malo generaliziram, za razstave, ki so kronološko zasnovane, ki so dosti hierarhično zastavljene, za monografske, retrospektivne razstave in pa razstave, ki v bistvu klasificirajo različne teme, tako kot jih klasificira arhitektura sama, skozi neke arhitekturne tipologije in tako naprej. Skratka, fokus je na samo arhitekturo izven družbenega konteksta. Potem imamo pa drug tip arhitekturnih razstav, ki pa v bistvu so zasnovane bolj tematsko in naslavlja neka širša družbena vprašanja,
v tem primeru pa mogoče ta problematika, tematika, o kateri razstava govori, sploh ni dobesedno na prvi pogled povezana z arhitekturo, ampak lahko arhitekturo uporabimo kot neko sredstvo za odpiranje nekih vprašanj, nekega diskurza, skratka, s pomočjo nekih drugih aktualnih družbeno-političnih, kulturnih, okoljevarstvenih tem uporabljamo arhitekturo za komuniciranje tega širši javnosti. In v bistvu to je tip razstav, ki tudi mene osebno bolj zanimajo, ne? Da so v bistvu zasnovane tematsko kritično, da so zasnovane kot neka diskurzivna okolja. Seveda ni vedno to mogoče, ampak mogoče bi se tukaj referirala na Giovanno Borasi, ki je kustosinja in zdaj tudi nova direktorica CCA, to je Kanadski center za arhitekturo, ki ima izjemno arhitekturni arhiv in se ukvarja res z inovativnim načinom raziskovanja pa prikazovanja arhitekture. In ona pravi, razstava nikoli ni cilj, razstava je orodje, preko katerega nekaj sporočamo. In zdaj, če pogledamo odprte hiše so razstava v merilu 1:1. In teh razstav hiš v merilu 1:1 je v zgodovini kar nekaj, začenši recimo z predstavitvijo novega načina življenja skozi modernistične objekte, ker smo v bistvu videli razstave hiš, vzorčnih hiš v merilu 1:1. Pa tudi, če pogledamo arhitekturne razstave danes, je nek trend v bistvu razstav v merilu 1:1 tudi v galerijskih oziroma muzejskih prostorih, kjer se v bistvu v smislu nekih 1:1 razstavnih struktur naslavlja napetost med podobo arhitekture, samo med imidžom arhitekture in pa potem samo konstrukcijo, ne, v reprezentaciji arhitekture. In v bistvu, če pogledamo zdaj odprte hiše, bi jih jaz umestila v ta drugi tip razstav, ki so v bistvu mogoče zanimali nelogično, ampak razstave, ki odpirajo neka širša vprašanja. Namreč ne skozi format festivala, ampak skozi njegov učinek. Zato, ker v bistvu s tem, ko se različne discipline, različni ljudje, ne samo arhitekti, dobijo v bistvu v tej hiši, je v bistvu postanejo odprte hiše orodje, ki so nek strateški način omogočajo okolje za diskusijo, za kritiko in pa za promocijo arhitekture. In jaz mislim, da imajo ravno skozi to, ko prideš pogledati zavese in se začneš pogovarjati o sami arhitekturi, širiš nekaj obzorja in v bistvu začneš valiti eno kepo, ki postaja ogromna in lahko vpliva v končni fazi tudi na naše grajeno okolje. Ne? In zdaj, ko si zelo lepo povedal, v bistvu, da gre za nek način kuriranja arhitekture, pa zaključim z odgovorom, se mi zdi zame najbližja definicija kuriranja, ne, na splošno je od Hans Ulrich Obrista, ki pravi, in se mi zdi, ko sem razmišljala o odprtih hišah, tukaj imam citat, ki ga bom malo spremenila, da točno o tem govorimo. Ne. On pravi, da je vloga kustosa, zdaj kdorkoli je že v tem procesu odprtih hiš kustos, sigurno začenči z Alenko, zdaj z Niko, z arhitekti, ki se prijavljajo, žirijo, ki to v bistvu potem izbere, ampak gre za ustvarjanje prostih, odprtih prostorov, pravi on, ne okupiranje obstoječih prostorov. In tle mi ne govorimo pri odprtih hišah samo o odpiranju prostora, odpiranju hiš, ampak odpiranju enega mentalnega prostora. Ne. In potem on pravi, da kustosi morajo premostiti vrzeli in graditi mostove med umetniki, v našem primeru arhitekti, publiko, institucijami in drugi tipi skupnosti. In da je v bistvu kuriranje, bistvo razstave gradnja nekih začasnih situacij, nekih začasnih skupnosti in spet citiram, s povezovanjem različnih ljudi in praks in ustvarjanjem pogojev, gre za ustvarjanje pogojev, ki sprožajo iskrice med njimi. In to se mi zdi, da se dogaja na samih situacijah odprtih hišno. Dejansko pridejo skupaj ljudje in s temi iskricami, ki se ustvarjajo, se pač stvari začnejo spreminjati. No. Se odnosi vzpostavijo. Ja. Hvala lepa. Dialog, točno to. Kak komentar, morda? Čisto na kratko preden... Mislim, v bistvu, mogoče se lahko navežem na to, kar je Maja rekla, s čimer se absolutno strinjam. Zaradi tega, ker pravzaprav arhitekture brez tega, da obstaja neka publika, ki to doživi, sploh ni. Ne? Se pravi, arhitekti ne morejo graditi stavbe, ki so same sebi namen in hkrati
Skratka, ko je arhitekt pred listom papirja in si nekaj zamišlja in riše tlorise, prereze, rendre in kakorkoli, ima neko predstavo v glavi. In potem mora iti to skozi vse procese, potrditi vse tehnične sprejeme, ne vem kaj, vse se mora zgraditi in pa na koncu, ko pride en človek v hišo, mora prepoznati točno tisto idejo, ki si je arhitekt zamislil, ki je pač na začetku risal. In zdaj, če ta krog ni sklenjen, potem tudi arhitektura pravzaprav ne komunicira, ne more priti od tega nivoja simbolov za tehnično izvedbo do nekega kulturnega simbola. Pač to enostavno ne more zaživeti v tem smislu. Ne? Zdaj, če se pa lahko navežem naprej, je bilo pa pol pri tej knjigi vprašanje, kaj pa v bistvu ta čas 10 let zdaj pomeni za pogled za nazaj. Ker to se mi zdi pa druga pomembna stvar, ko mogoče se odraža v tej knjigi, ker ta knjiga nima trdih platnic, ne, pa A5 format je, ne, hkrati pa rečemo, da je zdaj to ob 10. obletnici izšlo. Je neko tako obdobje, ki zelo hitro mine, hkrati pa je nek pogled nazaj. Ne? Ja. Spravi, ni to zdaj neka blazna zgodovina, ki bi si zaslužila monumentalno mesto, ampak je ravno tako ena taka mehka linija med tem, kako pravzaprav mi danes imamo eno ogromno količino informacij, s katerimi se srečujemo, ali preko blogov, ali preko, tako kot sem rekla, ne, v bistvu v zelo nasičenem prostoru živimo in kako bomo potem čez pa 30 let, ne vem, pa napisali eno zgodovinsko knjigo o tem. Skratka, ta trenutek, v katerem živimo, nam ves čas uhaja. Ne? Če se danes spomnimo, kaj se nam je dogajalo en teden nazaj, moramo že dobro pomisliti. Ne? Ali pa 3 dni, kaj je že bilo včeraj. Ne? Se pravi, zakaj je pravzaprav bi bilo to v kontekstu arhitekture kakorkoli drugačen, če pomislimo na to, koliko so zmanjšane zmožnosti, da bi se resno raziskovalno ukvarjali s tem, ali pa bi resno vodili nek diskurs, ali pa bi resno izdajali neke knjige. Skratka, vsi, ki se ukvarjamo s tem področjem, vemo, da je pravzaprav resnega raziskovanja ali pa časa za to, ali pa denarja za to pravzaprav vedno manj, kljub temu, da se nam zdi, da je potreba vedno večja. Ne? Ja. Morda, mi smo si tako inspirativni drug drugemu, da moramo skozi dopolnjevati. Vsako leto izberemo recimo 100 stavb, ne izberemo, arhitekti prijavijo 100 stavb. Se pravi, vsako leto je to najnovejša produkcija še nevidenega in še neodprtega. Seveda ponavljamo objekte, ker si ljudje ne morejo ogledati vseh 100 stavb po celi Sloveniji v dnevih festivala, ampak s tem hkrati tudi strokovna žirija, ki pač odobri objekte za predstavitev na festivali, določa neko sliko sodobnosti, kaj ta čas mi obravnavamo kot kakovostno arhitekturo, oziroma kaj ta arhitektura za nas predstavlja in kaj je tisto, pri katerem lahko zdaj ljudje, obiskovalci, doživijo največ, ko pridejo to pogledati, ker to je v bistvu to. In to delamo z minimalno časovno distanco, se pravi z distanco 1 do 2 let. In s tem hkrati tako zelo spontano ratuje pač neka kolekcija stavb, o kateri je potem nekaj govorijo, kako jih bomo pa čez 30 let pogledali. Tako, se pravi, vsakokratna selekcija neke hipne sodobnosti, če tako rečem, ki v bistvu pač potem v nekem časovnem razponu, v bistvu omogoča neko evidentiranje tega. Ker zanimivo je bilo prav to, da to se še hodila reči, v bistvu, ker greš prvič pogledati ta arhiv, ker v bistvu jaz svoj predgovor začnem z vprašanjem arhiva, pravzaprav se šele takrat zaveš, da koliko so ene stvari si že zelo pozabil. Naprimer, ne vem, Novogoriška knjižnica ali pa Celica ali pa, ne vem, v bistvu neke stvari, ki niso bile narejene zelo, zelo dolgo nazaj, ampak smo pri tolikšni produkciji ali pa v bistvu tolikšni publiciteti vseh možnih kulturnih dogodkov enostavno pozabili na to. No? In je bilo zelo zanimivo pač narediti tudi eno časovnico, ki se pravi, se na nek način ustvarja tudi zgodovina, ne? Če na nek način tako, v bistvu da iz nekega zaporedja nekih to je bila ena dilema, s katero se je knjiga, oziroma s katero smo se pri knjigi ukvarjali. Se pravi, ujeti ta nek, ne da bi rekli, da je to zgodovina, hkrati pa ne samo obeleženje trenutka, ampak ta neko umestno obdobje poskušati v bistvu nabrati skupaj ene stvari, ki se nam zdi, da so pravzaprav bile v toku s časom, ki so nas se dotikale
ki so se pojavljale v svetu arhitekture in jih pravzaprav zbrati z namenom, da bi jih lahko premislili na drugačen način. Ja, tako, ja. Se bom kar... Ja, okay. Jaz se zdi to vprašanje arhiva, s katerim začneš, zelo pomembno. Namreč ti govoriš o arhivu, jaz bi mogoče lahko rekla temu katalog ali pa arhiv, kakorkoli že. Mi pa spletna stran. No, ampak to je v bistvu nabor nekih dokumentov, nekega gradiva in kar se mi zdi, da je ta knjiga. Je v bistvu, arhiv je zame zanimiv, če ga uporabljamo kot neko sredstvo za produkcijo novega. Ne, da je arhiv nekaj, kar je statično, nekaj, kar se nahaja v bistvu v nekem depoju, ki ga raziskujemo kronološko, linearno, ampak v bistvu se mi zdi, da ta knjiga je že produkt te produkcije nečesa novega iz tega arhiva. In ta produkcija oziroma način, kako ste se tega lotile, je izjemno sodoben, ker temelji na prekrivanju, temelji v bistvu na nekih sočasnostih. In to se mi zdi v bistvu en tak zelo dober primer uporabe, tako bom rekla v narekovajih tudi manipulacije oziroma pač študije, analize enega arhiva na izjemno sodoben princip. No? Ker jaz sama ne ločim razlike med projektiranjem arhitekture, med pisanjem knjige, med delanjem razstave, vse to je arhitekturni projekt. No? In tudi to knjigo vidim kot arhitekturni projekt, ki je nastal na podlagi tega arhiva, kataloga, spletne strani. No? Ja. Mogoče še nekaj dodam. Ja. Ker kaj ne, je bilo, za mene je bil zelo velik izziv, kako zdaj teh objektov, ki jih je bilo predstavljenih na OHS-ju, je 705 do danes, če se ne motim, ne? In ta arhiv raste in raste. In je bilo pol vprašanje, ali ćemo zdaj nekaj drugega pokazati iz tega arhiva, kar ni bilo toliko izpostavljeno mogoče v medijih, ali mogoče obstaja neka druga arhitekturna produkcija, ki govori čisto o drugih temah. In pol, ko greš v bistvu nekako to gledati, zdaj neke blazne druge produkcije ni. In potem sem pravzaprav ob razmišljanju o fenomenu OHS naredila en drug obrat. Spravi, zbrali smo te najbolj vidne projekte, pa moram na tem mestu tudi povedati, da to ni objektivni izbor, da marsikaj bi še lahko bilo tle noter, da bi lahko postavili ta čas. Ne? Kako pa je z neko zveznostjo tega izbora, so to v bistvu, ko vi delate samo selekcijo oziroma izbirate te objekte, če tako rečemo, so v bistvu vendarle to objekti, ki stojijo vsak zase. Ne? Zdaj, ali vi že sami pletete neko nit med njimi, neko zgodbo, v bistvu bi temu rekel neko zgodbo, ne? Ali v bistvu oni jim pustite v bistvu neko lastno moč pripovedovanja ali izraza in je potem v bistvu to šele nekako vaša naloga, da potem nekako skušate recimo te hipne sodobnosti nekako potem konceptualizirati ali... To misliš na knjigi ali vsako leto na OHS-ju? Ja, v bistvu zdaj nekako gre tu za dva procesa. Zdaj v prvi vrsti bi lahko tudi vprašal, na kak način oziroma po katerih kriterijih pravzaprav ta proces izbire poteka. Kakšne so tukaj možnosti, s kakšnimi omejitvami se morda tudi srečujete, ne? Zdaj, ker mislim, zdaj, ali govorimo, a veš, kaj me zanima, zdaj, koliko so te, mislim, seveda gre za nek izbor, ne? Ampak do katere mere je zdaj ta izbor reprezentativen in v bistvu mi se moramo potem, če govorimo o nekem izboru, tudi vprašati, o kakšnem izboru govorimo, pa bi mogoče za to vprašal. Seveda ta izbor ni prepuščen naključju in zgolj tistim, ki se prijavijo in želijo. Čeprav je to zelo fino, da si želi kdo odpreti vrata in povabiti v svojo hišo, stavbo, nove goste in o tem povedati, kaj se tam v tej stavbi dogaja. Mi vsako leto pri festivalu imamo strokovno žirijo, ki jo sestavljajo različni, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, tudi sociologi, psihologi in medijske osebe, mediji, ki pač lahko arhitekturo in sporočilnost arhitekture presojajo tudi malo z druge plati in
sledimo kriteriju, ki zajema to, ali je ta stavba v kakršnem koli kontekstu lahko pusti pečat, oziroma obiskovalcem omogoča neko tako svojevrstno izkušnjo, znanje, podobo, kontakt, da v drugih primerih to ni možno. Seveda tukaj izhajamo iz neke, kako je bila načrtovana, kako je bila postavljena v prostor, kakšne odnose. Te misli vse, ki so lastne arhitekturnemu načrtovanju, upoštevamo in so veliko težo imajo merila. Po drugi strani pa odpiramo tudi stavbe, ki so pomembne za delovanje družbe, pa večinoma nedostopne, ali pa stavbe, ki danes generirajo ki so odziv v današnjem času na neke popolnoma druge trenutke v družbi, povezane z širokim spektrom dejavnosti, in jih ljudem sploh ne pride na pamet, da tak prostor obstaja in da nek tak program se lahko nekje odvija. Razumem. Zato je to tako zelo široko in seveda se vsako leto naberejo neki izjemno vrhunski arhitekturni presežki. Je pa tudi zelo veliko zanimivih, mogoče manj znanih avtorskih arhitektur, ki pa absolutno na zelo relevanten način odpirajo neke teme, ki so za slehernika pomembne. No, to mi je potem zanimivo, da na bistvu to površje, če temu smem tako reči, ki je potem predmet obravnave, temu predhodi neka gesta odprtosti, bodi si gesta odprtosti institucije, bodi si gesta odprtosti, ki dovoljuje vpogled v zasebnost, morda celo v intimnost, in v bistvu mi tukaj operiramo z nekim naborom hiš, objektov, ki so že bili postavljeni v to, da želijo nekako komunicirati z neko javnostjo in si na tak način potem tudi obravnavo javnosti, če je potem to stvar obravnave neke fakultete, so si to že nekako prislužili. Je pa zdaj to v bistvu obstaja sito, ki ga naredi OHS vsako leto. Zdaj je pa tle neko drugo sito, ki smo ga naredili s to knjigo. To sito je pa precej bolj gosto. In tle sem v bistvu zdaj kar hotela reči, da pravzaprav je mogoče še marsikateri objekt, ki bi lahko bil noter in ni bil namen to pravzaprav ponavljati ene in iste stvari, ker pravzaprav vse te fotografije, ki so zdaj tle noter nabrane, že zelo dobro poznamo. Večino strokovne javnosti so bile velikokrat objavljene. Skratka, mene je prav zanimalo, a lahko pravzaprav skozi fenomen odprtih hiš premislimo te iste objekte na drugačen način. Ker zdaj pa to zanimivo dejstvo, da naprimer odprte hiše trajajo od leta 2010, zdaj 10. festival se bo zdaj odvil, oziroma ta 0. 10. se je odvil. Okay, 10. se je odvil. Skratka, zanimivo je pa to, da so bili na OHS-ju predstavljeni tudi objekti, ki so bili zgrajeni pred tem. In pravzaprav projekti, ki so bili predstavljeni na OHS-ju, jaz bi celo trdim v tem svojem besedilu noter, da pravzaprav sovpadajo z nastopom neke nove generacije, ki sovpada z 90-imi in pravzaprav tudi z nekim novim časom, v katerega smo zajadrali kot samostojna Slovenija, v katerem je postajalo zelo pomembno tudi promocija, način obravnave arhitekture je drugačen, tržen, samopromocija, skratka oblikovanje razstav in tako naprej. In pravzaprav to, da so se na OHS-ju tudi 10 let kasneje, pravzaprav 10 let kasneje pojavili projekti, ki so bili prej narejeni, kaže na to dejstvo, da ta nov kontekst je pravzaprav klical po enem takem festivalu. Da pravzaprav festivali so nekaj, kar so ustvarja sodoben čas in je pomemben tudi za arhitekturni svet. In zdaj, če vzamemo ta nov fenomen, ki pravzaprav v tej obliki prej ni obstajal, ali nam lahko ta fenomen o istih projektih, ki so bili na OHS-ju, pove še nekaj drugega, kar smo mi običajno navajeni misliti kot za nek statični arhitekturni svet. In pravzaprav je bil moj namen res te arhitekture postaviti v kontekst novega časa in jih premisliti na nov način, to v knjigi sami. To je bil moj del. Pa smo pa povabili še k pisanju druge pisce, ki so iz nabora del in ta nabor del je bil šlo je predvsem za
recimo, ne vem, zasebne objekte, javne objekte, različne type javnih objektov. Skratka, obstaja še mogoče marsikatera druga knjižnica, ki bi jo bilo vredno omeniti, ampak pač jih nismo zbirali 10, smo zbrali eno. Zbrali smo eno gospodarsko zbornico, ker je pač ena. Ne? Skratka, gre za različne type objektov, ki smo jih poskušali umestiti v ta čas. In ta nabor projektov potem posredovati tudi drugim piscem, ki niso iz našega prostora, tudi raziskovalcem, ki so imeli popolnoma svobodne roke, napisati en kratek odziv, esej na to, kaj si mislijo o teh projektih in pravzaprav malo počakati, kaj bo prišlo nazaj. No. Rezultat naprej ni bil znan. No, ampak zdaj mogoče, pravzaprav se že približujemo koncu pogovora, pa bi jaz mogoče zdaj, kar vam, gospa Vardjan, morda zastavil pa eno bolj provokativno vprašanje. Kaj se pravzaprav, mislim, zdaj velja tudi za ostale, kakšna pa je potem zdaj ta sodobnost te naše arhitekture, se pravi, kaj pravzaprav tako lahko opazimo, katere lastnosti lahko podelimo tej arhitekturi, ki je nastala v teh novih časih, zdaj bodi si rečeno 10-30 let. Kaj vi opažate? Jaz mislim, da je težko govorimo zdaj o sami stavbi, ampak spet govorimo o tem drugi vrsti. Govorimo o spremembah, ki so nastale v procesu nastajanja arhitekture v kontekstu, ker arhitektura nastaja. Če mi pogledamo spet bolj nasplošno, kako je arhitektura nastajala pred osamosvojitvijo Slovenije pred letom 1991, so recimo veliki državni projekti nastajali tudi v velikih birojih na popolnoma drugačen način kot danes, ker so se spremenile razmerja na samem polju delovanja arhitekta, spremenili so se tržni pogoji in tako naprej. In to seveda vpliva na arhitekturo. Zdaj, kaj je značilno, jaz zelo težko odgovorim, kaj je značilno za arhitekturo tega časa, ker v bistvu se da poznamo veliko različnih kontekstov, v katerih ta arhitektura nastaja. In seveda poznamo različne tipe arhitektur, lahko bi začeli zdaj govoriti, kaj se je zgodilo z javnimi natečaji, z ureditvami javnih prostorov, zdaj, kaj seveda o odnosih med javnim, zasebnim odnosih, med v bistvu neko elitno produkcijo arhitekture in pa potem vsakdanjim in mislim med nekimi, bom rekla, socialnimi vzgibi in pa to elito. No. Tako da v bistvu je to vprašanje zelo kompleksno in zelo težko. Zdi se mi, da se je spremenil v tem, seveda prišlo je do tehnološke revolucije, no, in način nastajanja arhitekture, način komuniciranja arhitekture je povezan seveda tudi z tem, kakšna arhitektura nastaja. No. Tako da v bistvu, če zdaj mi govorimo o tem, kako se arhitektura prezentira skozi neke podobe, je odziv nazaj seveda tudi, mislim, da velikokrat arhitektura danes postaja, da je pomembna samo zunanjost arhitekture, da v bistvu je zunanjost tista, preko katere se arhitektura prezentira, reprezentira, medtem ko pa je zelo zanimivo vprašanje, kaj se dogaja pa ravno v notranjosti. In v bistvu ta notranjost, ki jo izpostavlja tudi projekt Odprte hiše, če se zdaj navežem spet na Odprte hiše, je tisto, kar je v bistvu arhitektura malo pozabila. Včasih sta bile, tudi če pogledamo v smislu same arhitekturne konstrukcije, ne, zunanjost in notranjost arhitekture med sabo tesno povezana. Interjer je odgovarjal neki zunanji konstrukciji in to se je videlo v bistvu med lupino zunaj in znotraj. Danes velikokrat v bistvu arhitektura postane neka škatla z enim lepim obrazom navzven, ker se v notranjosti v bistvu dogaja ena taka zelo generična situacija. Seveda imamo slabe, dobre primere, ampak ravno to vpraševanje, kako v bistvu naseliti notranjost, zdaj vprašanje intimnosti je tisto, zdaj ne, če sem res odgovorila na začetno vprašanje, ampak je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, no, in aktualno in v bistvu nek arhitekturna teorija in diskurs se s tem zelo, zelo malo ukvarja danes. No. Ko spremljate obiskovalce teh hiš, vas kdaj kakšna njihova reakcija ali pa kakšna njihova pozornost preseneti, recimo ste se tudi vi kaj, recimo tako bi rekel, naučili od obiskovalcev glede tega, v bistvu kaj pravzaprav ljudje, ki pa morda niso arhitekti ali se ne ukvarjajo z arhitekturo ravno vsak dan v svojem življenju, opazijo. Pa morda
mi sami nismo na to toliko pozorni. Pa se vam je zdelo zanimivo ali pa nekaj, kako bi rekel, nekako vas je spodbudilo k nekemu razmišljanju? Po mojem mnenju se bistvene potrebe človeka, kljub vsem revolucijam, ki so se nam zgodile v zadnjem času, niso bistveno spremenile. Vsi si želimo neko intimnost, neko varnost, pravico do zasebnosti, pravico do uporabe določene parcele, kakovost in vključujoč prostor v javnih površinah, neko enakopravnost uporabe te površine. In zdi se mi bistveno, da ljudje in po neki naturni logiki, večina ljudi dobro arhitekturo prepozna spontano in intuitivno. Ko pridejo v prostor, se v tem prostoru dobro počutijo, čeprav ne razumejo vsega konteksta arhitekture z vsemi potrebnimi, ampak prepoznajo po nekem osebnem, lastnem, da je to njim lepo, prijetno in fino. In to je to, kar me vedno znova preseneča, da gledamo lahko boljše, slabše stvari in da so komentarji ljudi, ko vidijo neko dobro arhitekturo, nek lep prostor, kamor vstopijo noter in jih preseneti, ker prostor vedno preseneti z dimenzijo, z vonjem, z nekimi drugimi podatki, ki drugače niso dostopni preko drugih medijev, ampak skozi lastno izkušnjo, da je to tisto, kar jih v bistvu navdušuje. In da mene to vedno znova prepriča, da moramo arhitekturo in karkoli gradimo delati za ljudi, ker mi se nismo bistveno spremenili in da je to v bistvu temeljno poslanstvo tega. In skozi to bomo razumeli tudi, da arhitektura potrebuje svoje pravo mesto v družbi, v širšem diskurzu in da se moramo do prostora obnašati zelo odgovorno. Če morda še na kratko dodaš? Ja, jaz bi še dodala. Mislim, ker jaz se tudi absolutno seveda se strinjam s temi stvarmi, sem pa dostikrat zelo kritična, ker se mi zdi to, mislim, ne kritična kar tako, da se kritizirajo stvari, ampak pravzaprav opozarjate neke stvari, ki so takšne, da jih lahko spremenimo. Jaz mislim, da ljudje imajo radi lepe stvari, radi so v kvalitetnem oblikovanju prostoru, radi imajo dostop do kvalitetnega naravnega okolja, do kulturne dediščine, hkrati pa ugotavljamo, da je tega vedno manj oziroma da je možnosti za to vedno manj. Skratka, ugotavljamo, da je neka diskrepanca med tem, kako dejansko si želimo, da bi prostor uporabljali, pa med tem, kako da ga dejansko načrtujemo. Tle, jaz mislim, da nastaja en zelo velik prepad, ki mogoče ni predmet zdaj te debate, ampak skratka, tle obstaja neka vrzel. In v bistvu druga lastnost današnjega časa je, da je izjemno zbanalizirala vlogo samega arhitekta, da vedno bolj postajamo vse bolj določani z nekimi predpisi, kodeksi, temi in onimi standardi, ki se v bistvu množijo toliko, da pravzaprav in nihče, tudi sami avtorji določenih zakonov ne sledijo več in pravzaprav se pletemo okrog nekih neumnosti in je tega pogleda odprtega, pravzaprav možnosti tega vedno manj. Do česa hočem priti? Hočem priti do tega, da v bistvu moj tekst, kljub temu, da je zelo kritičen, sem poskušala ob temu prebiranju za nazaj poiskati pa neke primere, ki se mi zdijo relevantni za danes, ne samo v tem formalnem smislu, kako neka hiša zgleda, ampak predvsem, kako so v bistvu na nek inovativen način uspeli arhitekti in so bili tisti nosilci, ki so v bistvu pripeljali v življenje ene zelo zanimive prostore. In to so bili prostori konkretno, ki jih izpostavljam na koncu svojega teksta, projekt Ksevt, projekt Celica in projekt Knjižnica reči, kjer pravzaprav ni bilo nikjer enega zunanjega naročnika, ki bi točno povedal, kaj se naj zgradi, ampak so bili arhitekti in umetniki tisti, ki so pravzaprav razvili projekt sam, da je v bistvu ustvaril en drugačen prostor, ki ni bil načrtovan. In to se mi zdi ena taka popotnica, ki je pomembna za prihodnost, ki prihaja. Zaradi tega, ker če nas čas sili v to, da je vloga arhitekta vedno bolj zbanalizirana, da pravzaprav prostor postaja ena velika diskrepanca med tem, kaj mi mislimo, da kvaliteten prostor je in kakšen bi moral biti. In med tem, kako se dejansko do njega ukvarjamo. Skratka, je ta proaktivna vloga arhitekta in si pravzaprav, da si lahko jemlje in da lahko pri tem tudi nekaj doseže arhitekta, se mi zdi izjemno pomembna.